Spoštovani, dragi ljubitelji drame, lepo pozdravljeni. Verjamem, da zdaj že vsi veste, da bo sezona 24-25 povsem drugačna od vseh do zdaj. Že čez 10 dni se namreč začenjamo seliti, kar pomeni, da se bomo prvič v zgodovini našega gledališča iz te stavbe podali v začasne prostore, kjer bomo delovali vse do takrat, ko se bomo lahko vrnili v dramo. Kot vidite, so na odru že postavljene tudi škatle, tako da veste, da mislimo zares. Po obdobju velike negotovosti, namreč ko dejansko ni bilo jasno, kje in ali bo drama sploh lahko delovala v času, ko se bo matična stavba prenavljala, smo z velikim olajšanjem pozdravili odločitev, da se selimo v Litostroj, v stavbo, ki je znana pod imenom L56. Tam bomo namreč v dani situaciji imeli res najboljše pogoje za delo, saj boste za naše potrebe zgrajeni 2 namenski dvorani, v katerih bomo lahko še naprej ustvarjali in igrali program tako velikega odra kot male drame. Poleg tega se bomo tja lahko preselili vsi zaposleni. To pomeni, da bo drama dejansko v celoti z vsem svojim programom in vsemi, ki v njej ustvarjamo, za nekaj let polno zaživela v Litostroju. K sreči pa se bo dejansko spremenila samo lokacija. Mi se ne bomo spremenili. Tudi v L56 boste lahko še naprej občudovali ustvarjalne dosežke našega vrhunskega ansambla. Še naprej bomo ostali zavezani našim vrednotam, našemu osnovnemu poslanstvu, naši dolgoročni viziji in našim ambicijam. Še naprej se bomo po vseh močeh trudili, da bi za vas pripravili vrhunski program, ki vas bo vsako predstavo za nekaj časa iztrgal iz vsakdana in vaše življenje napolnil z novimi spoznanji, razmisleki, čustvi. Naslednja sezona bo drugačna in pomembna tudi zato, ker bomo prvič združili moči s sestrsko matično hišo, s SNG Opera in Balet Ljubljana. Ena od naših predstav v ponudbi velikega odra bo namreč koprodukcija z ljubljansko opero. Znamenita Brechtova igra Opera za 3 groše bosta prvič odigrala oba ansambla skupaj in to na odru opere. Zelo sem vesela in ponosna, da ste našo programsko usmeritev v prejšnji sezoni pozdravili toplo in da ste svojo naklonjenost izkazali s tem, da se je znatno povečal obisk naših predstav in da podpirate našo zavezo, da se v naših predstavah opiramo na širino idej in ne na ozkogledo zagovarjanje ene same. Naš program je ambiciozen in aktualen v tem, da nudi skrben izbor besedil, ki nam lahko danes spregovorijo in ki nas vznemirijo, se nas na en ali drug način dotaknejo in v nas sprožajo razna vprašanja. Ampak sama besedila niso dovolj, treba jih je tudi kar najbolje postaviti na oder. In da bi se ta besedila na naših 2 odrih spremenila v kar najbolj vznemirljive predstave, smo izbrali režiserje, ki bodo iz njih znali izbrskati bistvo in narediti fantastične predstave. Tako se v dramo na začetku sezone z Otroci sonca Maksima Gorkega po nekaj letih vrača Paolo Mangelli, ki svojo izostreno odrsko govorico in ostro režijo gledalce zagotovo izbeza iz cone udobja. Potem pride na vrsto Ivana Džilas, ki je pravkar v Novi Gorici zrežirala uspešnico Shakespearovo Mnogo hrupa za nič, pri nas pa bo poskrbela za duhovito interpretacijo priljubljene sodobne bulvarke Hrup za odrom. Znamenite Cankarjeve komedije o prevrtljivosti politike za narodov blagor se bo lotil Vito Taufer, ki je nazadnje v drami režiral uspešnico Razbiti vrč. Pri omenjeno Brechtovo opero za 3 groše bo režirala Mateja Koležnik, ki se k nam z evropskih odrov in ovenčana z mednarodnimi nagradami vrača po več kot 10 letih. Ostro sodobno dramo Zdravnica pa bo režiral Martin Kušej, ki je po zadnji režiji v drami pred skoraj 20 leti deloval kot direktor rezidenc teatra v Münchnu, pravkar pa končuje svoj mandat kot umetniški vodja Burgteatra na Dunaju. V mali drami pa se bo duhovite igre Žorža Pereka o tem, kako dobiti povišico, lotila Anđelka Nikolić, ki bo prvič sodelovala z dramo. Udarno in več kot aktualno novo igro o evtanaziji Ferdinanda von Schiracha Bog bo režiral Peter Petkovšek, ki se je v prejšnji sezoni v mali drami predstavil s subtilno postavitvijo Gospe Dalloway. Klasika Tennesseeja Williamsa Tramvaj po življenje pa bo sveže zaživela v interpretaciji Nine Šorak, ki je lani v mali drami režirala uspešnico Otroci in je pravkar požela 2 nagradi na festivalu na Reki.
Današnjo predstavitev repertoarja, ki jo bodo pravkar predstavili naši člani igralskega ansambla, smo obdali z glasbenimi točkami iz uspešne sezone, ki se pravkar končuje. Poleg odlomkov iz predstave Cyrano de Bergerac, s katerim smo začeli, boste slišali še delčke iz predstave Jutranja zvezda in Kar hočete. Vmes pa smo posejali tudi video predstavitve, s katerimi se bomo podali na naše novo prizorišče v Litostroju. Pa si poglejmo, kako se da tja priti z avtobusom. Ljubljanske drame na novi lokaciji bodo Otroci sonca, izjemnega klasika Maksima Gorkega, ki je zaradi svoje aktualnosti trenutno na repertoarju številnih evropskih gledališč. Uprizoritev bo režiral Paolo Maggielli. Protasov, Liza, Jelena, Dmitrij, Boris, Melania, Nazar, Miša, Jegor, Avdotija, Jakov, Antonovna, Fima. Naši Otroci sonca so postali z minevanjem časa živi prijatelji v ujetništvu, ki se ga ne zavedajo. Ujetniki sveta, ki ga ne razumejo. Ujetniki svojih neumnih problemov, svoje tragikomične usode. Gorki je napisal besedilo, ko je bil leta 1905 zaradi sodelovanja v socialdemokratskem revolucionarnem gibanju Zaprt v sanktpeterburški Petropavlovski trdnjavi. In k temu, da so ga izpustili iz zapora, je pripomogel Čehov s protestnim izstopom iz Akademije umetnosti. Otroci sonca so torej plod ujetništva. Svobodo, po kateri je vzdihoval Gorki in ki ga je pripeljala najprej v Ameriko in potem do leta 1913 na Capri, kasneje pa še na Sorrento, daleč od oktobrske revolucije in njenih posledic, je Gorki doživljal kot novo ujetništvo, ki se je nenehno zrcalilo v njegovem pisanju. Prav oddaljenost od Rusije v času zgodovinskih dogodkov, po katerih je tako hrepenel in ki dajejo pečat njegovemu književnemu ustvarjanju vse od mladosti, paradoksalno dela Gorkega še zanimivejšega. Ko znova prebiramo besedila Gorkega, najdemo v njih kot stalni motiv neko Evropo, ki še zmeraj ne razume same sebe. V središču je torej Protasov in njegova druščina. Skupina nepozabno in tragikomično površnih meščanov, ujetnikov kolere, ki jih obkroža, skrbi pa jih toliko, kot če bi pravzaprav zadevala neke druge ljudi. Oddaljeno ali bližnje grmenje topov. Res se nekaj dogaja, pa kaj za to? Nič resnega, si mislijo Otroci sonca. Tipični odgovor družbe, ki ji ne uspe dojeti nevarnosti, ker se ji ne uspe spremeniti. Srečno živi v nekakšni neumni, strašni, neskončni klaustrofobiji. Premiera Otrok sonca bo konec septembra 2024 na Velikem odru. Ste pripravljeni, gospod?
grešnica mila, naj me sprejme zemlje hlad. Ker ljubav me ne bo ljubila, jaz bi umrl rad. Naj se uveze v beli prt tisovih vej. Kdo mlad kot jaz, tako je vabil smrt doslej. Ob krsti naj ne bo cvetlice, prijatelja nočem tisti dan, ko v dno jame utopi se, revno truplo v hlad taman. Naj se uveze v beli prt tisovih vej. Kdo mlad kot jaz, tako je klical smrt doslej. S prvo premiero Male drame se bomo spraševali, kaj vse izgubimo v želji, da bi imeli več. Igro Povišica Žorža Pereka v prevodu Aleša Bergerja bo režirala Anđelka Nikolić. Povečanje, želje, da bi imeli več, strahu, da bi ne dobili več, stroškov, ki nam jih povzroči povečanje možnosti, moči, ki jo imajo tisti, ki odločajo o povečanju, kapitala bogatih in moči kapitalizma. To so osrednje teme predstave, o kateri lahko rečemo, da bo sama povečevalnost steklo za paradoksno situacijo sodobnega človeka. Francoski pisatelj Georges Perec je na Slovenskem znan predvsem po svojih romanih. Bil je član eksperimentalne skupine matematikov in občasnih literatov ter literatov in občasnih matematikov. Ulipo, ki je literaturo predvsem formalno, posledično pa vsebinsko in tematsko uresničevala s strogimi matematičnimi pravili. S formalnimi jezikovnimi postopki je zaznamovano tudi njegovo besedilo Povišica, ki je bilo sprva napisano v enem samem stavku v drugi osebi ednine in brez ločil. Kasneje pa je bilo preoblikovano v radijsko partituro za 6 glasov in nato še v gledališko igro. Na videz je Perekovo besedilo predvsem verbalno, izpisano kot miselni tok protagonista ali kombinacija medijskih in drugih glasov, ki nas nenehno obveščajo o številnih lažnih izbirah. V predstavi pa nas bo zanimala dinamika življenja v podjetju, zato se bomo ukvarjali tudi s tem, kar ni izrečeno. Kontrast med logorejo in grozljivo tišino vsakdanjosti v pisarni. Premiera igre Povišica bo v začetku oktobra v Novi Mali drami.
Hrup za odrom je nostalgična balada o gledališču, ki ga ni več. In to v času, ko niti ne vemo, kaj bo z gledališčem v prihodnosti. Drugo premiero velikega odra bo režirala Ivana Džilas, ki jo skozi uprizarjanje besedila v industrijski hali namesto v pozlačeni italijanski škatli zanima gledališko konvencijo uprizarjati na nekonvencionalen način. Z bravurozno komiko in situacijskimi zapleti kultna komedija Hrup za odrom spremlja nastajanje in izvedbo gledališke uprizoritve. Gledališki procesi danes se močno razlikujejo od Frajnove upodobitve, pa vendar jih spremlja nek nostalgičen prizvok zlatih časov. Ampak naša publika se še spominja teh časov. Zato bo uprizoritev svojevrsten poklon preteklosti, nekemu drugemu gledališču. Gledališču, v katerem so še zvonili telefoni številčnico, slušalko in kablom, svetu brez mobitelov in interneta. Po svoje pogrešamo poln oder, scenografske spremembe, preobleke in polne dvorane, ter se hkrati zavedamo, kako zelo se je način misliti in delati gledališče spremenil. Zato je tokratno uprizarjanje Hrupa za odrom utemeljeno na spominjanju. Uprizoritev želi biti zasnovana kot recikliranje obstoječe drame. Deli scenografije in rekviziti bodo dejanski predmeti iz te naše ljube stare stavbe, ki v tistem trenutku ne bo več stala. Z uporabo preteklih scenografij želi uprizoritev poudariti podhranjenost sektorja, ki si ne more več privoščiti velikih vizualnih rešitev, opozarja na neobstoječe tehnične zmogljivosti in kar naenkrat postane Frajnovo besedilo naša stvarnost. Gledamo postopek, pri katerem gre vse narobe, ne zaradi človeške neumnosti, mi smo pametni, ampak zaradi finančne in kadrovske podhranjenosti. Obenem pa govori o gledališču, ki je samo še del iluzornih utopij spomina. Premiera Hrupa za odrom bo konec oktobra 2024 na Velikem odru. Prestavljena v teren z nezmotljivo potjo, trava zapisana narazen, kamni beli, sencami stebel. Ne beri več, glej, ne glej več, pojdi. Pojdi, tvoja ura nima sester, ti si doma, kolo se počasi samo odvije. Nikjer ne vprašajo zate, nikjer ne vprašajo zate. Prišla, 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 je beseda prišla, prišla skozi noč, je hotela sijat, je hotela sijat. Pepel, 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 noč in noč, ko česu pojdi vlažnemu. Noč, noč in noč, a templji še stojijo, zvezda ima svojo luč.
prestavljena v teren z nezmotljivo potjo, trava zapisana na razen. Ivan Cankar je svojemu bratu Karlu zapisal: Kaj tako rezkega in resničnega nisem napisal še nikoli. Vso gnilo ljubljansko družbo z njenimi gnilimi nazori sem spravil na oder. Prva premiera v letu 2025 bo uprizoritev za Narodov blagor Ivana Cankarja. Jedko satiro s podnaslovom Komedija v 4 dejanjih je Cankar pisal od julija do avgusta 1900 na Dunaju. Objavljena pa je bila šele marca 1901, precej pozno za tisti čas. Založnik je presodil, da bi bilo treba besedilo omiliti, vendar je na Cankarjevo vztrajanje išlo nespremenjeno in povzročilo precejšnje razburjenje. Bralci so iskali resnične osebe, po katerih naj bi bile oblikovane dramske, čeprav Cankar izrecno ni nameraval smešiti konkretnih ljudi ali političnih nazorov. Ker pa se je počutilo napadeno tudi vodstvo gledališča, je morala igra počakati na uprizoritev do njegove zamenjave. Potem je zaživela na odru ljubljanske drame še 9-krat, nazadnje pred dobrimi 3 desetletji. Svojega si kupil. Izprijena občinska svetnika in deželna poslanca Grozd in Gruden si pod pretvezo dela za Narodov blagor vsak zase prizadevata, da bi pridobila na svojo stran bogataša Gornika, ki pa bi pravzaprav koristil le njima samima na poti do položaja. Pri tem ne izbirata sredstev. Okolica privoljuje v njuno igro, na strani zdaj enega, zdaj drugega. Oportunizem vseh pa na koncu razkrinka žurnalist Ščuka in mobilizira ljudstvo. A bi današnja slovenska družbeno-politična elita preživela njegov strupeni pogled? Ali besedna zveza Narodov blagor še zmeraj blaguje? Volivci res nasedamo ideji, da smo ta narod mi? Koga pravzaprav volimo? No, satira bo zaživela kot prva premiera v novem letu na velikem odru sredi januarja 2025 v režiji Vita Tauferja. Res lepo vabljeni v Litostroj. Ne bo dolg čas.
Kaj za družbo pomeni uzakonjena evtanazija v takšni ali drugačni obliki? Gre za splošen napredek človeštva in civilizacijskih zmožnosti ali za moralno in pravno sporne postopke, ki kršijo zdravniške in druge etične nazore? Je prav ali ne, da družba nudi smrt kot legitimno zdravljenje nekaterih oblik trpljenja ali naveličanja? In če jo nudi, ali so do nje upravičeni le tisti, ki neznosno in neozdravljivo trpijo, ali tudi vsi, ki se za to odločijo iz drugim navidez nerazumljivih razlogov, ne glede na siceršnje zdravstveno stanje ali starost? Vseh teh vprašanj se loti drama Bog, znanega berlinskega odvetnika in pisatelja Ferdinanda von Schiracha, in nas konfrontira z aktualno etično dilemo, vprašanjem pomoči pri umiranju oziroma tako imenovane asistence pri suicidu. Von Schirach temo obravnava v obliki etičnega posveta, na katerem se predstavijo različni vidiki in mnenja. Enostavnega ali absolutnega odgovora ni. In hitro se zavemo, da se v resnici pogovarjamo o širših konceptih. Tema je izrazito aktualna tudi v Sloveniji, saj je bil leta 2023 vložen predlog zakona, ki bi legaliziral določene oblike evtanazije ali sodelovanja pri samomoru. Letos pa bomo o vprašanju predvidoma odločali tudi na referendumu. Javni, strokovni in politični krogi so razdeljeni. Hkrati pa so tako osebno izkustvo problema kot znanje in zavedanje o podrobnostih in izzivih teme v resnici majhna. Gledalec uprizoritev v duhu dokumentarnega gledališča ali celo svojevrstne courtroom drame spremlja kot opazovalec seje. In je tik pred koncem anonimno pozvan tudi, da odgovori na vprašanja. Mislite, da je prav dati smrtonosen preparat zdravemu človeku? Bi to storili, če bi bili zdravnik? Bi gospodu Gertnerju dali pentobarbital, če bi vedeli, da se bo s tem poslovil od življenja? Uprizoritev nastaja po prevodu Mojce Kranjc, režiral pa jo bo Peter Petkovšek. Premierno bo zaživela sredi januarja 2025 v Mali drami. Dober večer. Konec marca se bo zgodila prva koprodukcija drame in SNG Opera in Balet Ljubljana. Uprizorili bomo eno najslovitejših oper 20. stoletja, ki sicer ni prava opera, samo parodija na klasično opero pa tudi ne, temveč edinstvena zmes dramskega in glasbenega gledališča, ki je sama vzpostavila lastni žanr. Vajlova in Brechtova opera za 3 groše. Uprizoritev bo režirala Mateja Koležnik, glasbeni vodja pa bo Marko Letonja. Zgodba o nastanku opere, ki je bila premierno uprizorjena leta 1928 v Berlinu, je nenavadna in polna nepričakovanih srečanj, ob katerih se lahko zazdi, da je nastala po naključju, a je vendar zaživela kot nujna.
Da je igra, ki postavlja v središče podjetne berače, zvodnike in policaje, pritegnila Brehta, ni več naključje. Uporabil je kot model za lastno igro o povezanosti lumpen proletariata in zastopnikov države, saj kaj pa je rop banke v primerjavi z ustanovitvijo banke. Tudi Weil se je inspiriral vse povsod. V glasbi opere so jazz, blues, tango in druga plesna glasba tistega norega časa Weimarske republike. Oba sta pisala hitro. Najslavnejša pesem, uvodni moritat o Mekiju nožu, ki je pozneje postal jazz standard, je nastala šele na zahtevo glavnega igralca, 2 noči pred premiero. To so, z izjemo Brehta, vsi pričakali z nezaupanjem. In prvi prizori so obetali katastrofo. Šele sredi prvega dejanja, ob pesmi o kanonih, se je razpoloženje v dvorani obrnilo. In premiera se je razvila v enega največjih uspehov v gledališču preteklega stoletja. Opero Za 3 groše so uprizarjali pogosto in povsod. V ljubljanski drami prvič že leta 1937, takrat z naslovom Beraška opera, ki se je tako zmotno oprijel Brehtovega in Weilovega dela. Potem pa s pravim naslovom še nekajkrat, malodane z vsako generacijo izrazitih igralcev, ki lahko pojejo Weila. Ti smo v drami tudi danes. Tramvaj poželenje Tennesseeja Williamsa je klasika, ki razpira konflikt 2 svetov. Na eni strani tema družinskega nasilja, odvisniškega odnosa, primitivizma in brezizhodnosti začaranega kroga, na drugi pa inteligentna ženska z visoko izobrazbo, ki zaradi nesrečnih okoliščin ostane izrinjena iz družbe, ignorirana in pripeljana na rob. Klasično branje besedila je bilo nagnjeno k temu, da se soočata realni in fiktivni svet. Stanley in Stella Kovalski predstavljata nižji sloj, poštena delavca, torej realnost vsakdana.
Blanche Dubois iz ugledne družine z ogromnim posestvom in dobro izobrazbo pa pripeljajo okoliščine sanjarjenja in vse do norosti. Danes prikazuje igra ta dva svetova še bolj brutalna kot ob krstni uprizoritvi. Govorimo namreč o soočanju dveh zelo realnih svetov. Zakaj je primitivnost vedno močnejša od subtilnega? Zakaj nasilje na koncu vedno zmaga? Tennesseejevo besedilo še vedno prepriča s kompleksnostjo medčloveških odnosov in naš čas v njem odzvanja v temah razmerij med spoloma, pretežno patriarhalne družbe, razrednih razlik in izginjajočega srednjega sloja. Morda najpomembnejše so teme duševnega zdravja ter problematika spolnih zlorab in nasilja. Lastna zgodovina posameznika pogojuje, določa vsakdanje in temeljne odločitve. Sebi ni mogoče ubežati. Drama Tramvaj poželenje sodi med besedila, za katera mislimo, da so na odrih stalnica. Kljub temu pa bo ta uprizoritev šele 8. na slovenskih poklicnih odrih in sploh prva v ljubljanski Drami. Uprizoritev bo premiera doživela aprila 2025, režirala pa jo bo Nina Šorak. Zdravnica. Za tem navidez banalnim naslovom se skriva zelo aktualna igra, naslonjena na komedijo Arturja Šniclerja Profesor Bernhardi iz leta 1912. Tako kot je Artur Šnicler svojo identiteto zdravnika, Juda, Nemca upisal v igro v Bernhardiju, preigrava Robert Icke različne vidike identitete na primeru dramskih oseb, izposojenih iz Bernhardijevega kozmosa in konstelacij med njimi. Kako definiramo sami sebe? Kaj so naše osebne izkaznice? S katerim delom svoje identitete operiramo v katerem trenutku in kdaj nam to koristi in kdaj škodi? Robert Icke je že kmalu po začetku pisanja vedel, da bo najboljše, če bo glavna dramska oseba ženskega spola, tako da bodo njene največje odlike hkrati njene največje šibkosti. Zato je postavil v središče svoje predelave doktorico Ruth Wolf, sekularno judinjo, vodjo ugledne klinike za Alzheimerjevo bolezen. Icke v grobih potezah povzema Šniclerjevo zasnovo. Tudi doktorica Wolf prepove katoliškemu duhovniku dostop do umirajočega dekleta, tudi ona postane tarča medijske gonje, tudi ona je na koncu ob dober glas in ne sme več opravljati poklica. Ni naključje, da je Icke umestil dogajanje na kliniko za Alzheimerjevo bolezen
in si torej izbral za predmet raziskovanja bolezen, med katero se človekova identiteta nepovratno razkraja, dokler popolnoma ne izgine. Tako Šnicler kot Ajk uporabljata bolnišnico z njenim zaprtim sistemom zdravništva in pacientov kot vzorčni primer družbe, ki jo zaposlujejo ekonomske in zdravniško-etične teme, ki ni imuna za osebne interese in rivalstva in v kateri pod navidez vedrim in profesionalnim površjem brbotajo veliki konflikti in pretresi. Do izraza prihajajo kompleksne povezave in vprašanja medicinske etike, ekonomskih pritiskov, identitetnih politik in toksičnih javnih diskurzov. Enako razslojen je pogled na značaj doktorice Ruth Wolf, na njeno delovno okolje in njeno zasebnost. V celoti gledano je zdravnica vznemirljiva politična in družbeno-kritična igra, ki ni po desetletjih od Šniclerjevega časa niti malo manj aktualna in eksplozivna. Zdravnica bo zadnja premiera prve sezone drame na novi začasni lokaciji. Premiera bo aprila 2025, režiral pa jo bo Martin Kušej.
SNG Drama Ljubljana bo od septembra letos delovala na Litostrojski cesti 56, prostoru znanem kot L56. Prostor bo v času prenove stare Drame na Rjavčevi namenjen izključno draminemu programu. Obstoječa hala bo za potrebe gledalcev in delovanja Drame popolnoma preoblikovana. Na novo bosta zgrajena osrednja prostora gledališča, dvorana velikega odra s 350 sedišči in mala Drama s 100. Gledalce bo pričakala tudi gledališka kavarna z zunanjo teraso. Kot smo se lahko poučili na didaktičnem videomaterialu, ki so ga pripravili naši kolegi pod vodstvom Gregorja Gobca, dostop do nove Dramine lokacije ni zapleten. Do Drame v L56 lahko pridemo z mestnim avtobusom na linijah 3 in 18, ki bosta za potrebe gledalcev podaljšani in delovali s spremenjenim urnikom. V okolici je na voljo tudi dovolj parkirišč. Vabljeni pa seveda tudi, da se na novo Dramino lokacijo pripeljete s kolesom ali kot kolega Mandić peš. Iz centra mesta vam bo to vzelo slabo uro. V času prenove pa bo vstopnice za Dramine predstave mogoče kupiti na 2 lokacijah. V središču mesta pri blagajni SNG Opera in Balet Ljubljana ter uro pred predstavo tudi na blagajni v L56. Veselimo se druženja na novi lokaciji in skupnih užitkov ob gledaliških doživetjih. Zdaj pa prihaja moj najljubši del tegale večera, zato vabim kolege, da se mi pridružijo na odru. Dramska enota Združenja dramskih umetnikov Slovenije podeljuje priznanja tistim našim sodelavcem, ki so pogosto spregledani, ki jih na teh odrih ne vidite, odločilno pa vplivajo na kakovost vsega, kar se dogaja na tem odru. Zato prosim, da pridejo najprej Rok in pol Saša in Nina in podelijo priznanja letošnjim nagrajencem. Draga Ika, draga Kristina, kadarkoli sem težil za sveže mlet poper, za sol, za kumino na solati, to ni bilo zato, ker Hemendeks ne bi bil dobro pečen, ker bi solati kaj manjkalo, slovenski igralec pač mora dodati nekaj po svoje, drugače ni zdrav. Hvala, ker sta prehranili generacije vlog, likov, pesniških prispevkov, Lačne, Siranoje, Harpagone, Hamlete, Antigone in Ismene, Cankarje, Moljere in Šekspirje, se soočali s takšnimi in drugačnimi muhami, pripombami, opaskami in sitnostmi, kajti vemo, ni je hujše stranke, kot je lačen igralec. Draga Vesna, pred leti si od Joži prevzela krmilo podpalubja te stare tovorne čezoceanke, polne svetovnih prvakov, ki toči in zajema vodo na vseh vogalih, kjer voda priteče iz zgornje palube po stopnicah salona vse do ladijske kuhinje, kjer si se spopadala z nabreklim parketom, ledomatom, ki pušča, štedilnikom, ki dela samo na polovici. In ko ta naša ladja pluje zadnje zdihljaje in čakamo, da se raztrešči na obalah zgornje Šiške, kjer bomo iz ladijskih razbitin poskušali sestaviti nekaj novega z vonjem in okusom po starem, nas bo še lep čas spremljal spomin na vonj in okus naše predrage ladijske kuhinje, kajti vemo, ne glede na to, kako moderna je oprema, kako nova je ladja, kako bela so jadra, ko enkrat spet pluješ po odprtem morju, je ladijska sreča vredna samo toliko, kolikor je dober ladijski kuhar. In ko bomo čez leta spet zasedli na novo obnovljeno, restaurirano centralno kulturno 4 jambornico,
ki bo parkirana v senci bele turistične križarke, ki je vrsto let prej dobila gradbeno in uporabno dovoljenje, bomo po njej z otožnostjo in nostalgijo iskali prostor, kjer bi lahko spet izrekli tisti znameniti, dramski, tako pogosti: Vesna, daj še enega, prosim. Posebno priznanje Združenja dramskih umetnikov Slovenije, enota ZDUS SNG Drama Ljubljana, prejmejo Vesna Popovič, Kristina Vranješ in Ika Radovanovič za duhovno in telesno blagostanje. Punce, pridite po nagrado. Posebno priznanje ZDUS-a za izjemen doprinos k ustvarjanju varnega in prijaznega delovnega okolja prejmejo Iztok Bolka, Dragan Krpan in Jure Škerl. Oni so naši dragoceni vratarji drame. Iztok, Dragan in Jure so prijazni, vljudni, dostojanstveni, natančni, radi imajo gledališče in mi njih. Odlikujejo se z visoko profesionalnostjo, natančno beležijo vse prihode, odhode, neznane osebe pobarajo, kdo ste pa vi, kam pa greste. In to brez ostrine in strogosti. Mi se lahko zanesemo na nje, mirno in zbrano rešujejo vse naše zadrege, zagate, pozabljeni predmeti se najdejo pri vratarju. So odgovorni in srčni ljudje. Mimo njih se ne da priti, da te ne bi pozdravili: dober dan, kako ste, kako pa kaj danes. Ti izročili pošto, sporočilo, besedilo, ti dali v podpis kakšen dokument, recimo kakšno dnevnico, ki nas razveseli, potem se pošalijo, je visoka, kaj ne, boste obogateli. Povejo ti, če te kdo išče, če si pozabil telefon, naročijo taksi, te po telefonu povežejo: prosim, tukaj Drama, kaj želite, povežejo te s komerkoli želiš. Potem vprašajo: je bilo uspešno, pokličem še enkrat. Večkrat nam s tem skrajšajo tudi naše poti do tajništva. Preverjajo, če smo vsi prisotni, to jim ni odveč, tudi če jim telefonirajo, če jim telefoniramo: ne vem, kdaj imam vajo, samo moment, takoj grem pogledat na tablo, in seveda to naredijo, kar bi morali mi sami. Skratka, skrbijo, da smo vsi mi mirni, da vse teče pretočno, mehko in gladko. Delajo tudi takrat, ko mi vsi spimo. Po noči preverjajo, če so vse luči pogasnjene, če je kje kakšna pipa, ki pušča, in potem tako zapustijo staro stavbo Drame nočnemu počitku. So naši varnostniki, varuhi, angeli naših prostorov in nas samih.
Nagrado si zaslužijo za izjemen doprinos k ustvarjanju varnega in prijaznega delovnega okolja. Iskreno se vsi zahvaljujemo spoštovani Iztok Bolka, Dragan Krpan in Jure Škerl ter vam čestitamo za zasluženo priznanje. Pridite. In še naslednja in s tem zadnja. Zadnje priznanje gre v roke Miroslavu Sokolovskemu, Lanetu. Spoštovani kolega, dragi Lane, v čast si štejem, da ti lahko v imenu razreda v roke izročim tole priznanje Združenja dramskih umetnikov Slovenije, ki simbolično združuje priznanje odličnosti delovanja na področju gledališke umetnosti in veliko hvaležnosti za tvoj doprinos k življenju gledališča. Gledališče mora živeti, da lahko ustvarja. In mogoče živi in ustvarja kar samo po sebi, a da ne životari, ampak lahko živi, so tukaj varuhi, zavetniki, negovalci. Eden največjih se s to staro dramo poslavljaš od nas. Včasih bi se kdaj lahko reklo, joj, le kaj bo, ko bo Lane enkrat šel v penzijo. Ta bajta se bo kar zrušila, propadla. In zdaj se bo to res zgodilo. Konec enega obdobja. Ampak kot rečeno, gledališče vztraja naprej in zdaj je na nas, če smo se kaj naučili od velikih, da gremo naprej s stilom. Ko govorimo o profesionalnosti, ko govorimo o visokem nivoju strokovnosti, brezhibni pripravljenosti in odgovornosti znotraj SNG Drame Ljubljana, lahko kar pogumno vzamemo pod drobnogled delovanje garderobnega sektorja, ki je ta nivo vzdrževal skozi vsa leta brez popuščanja. Zato so skrbno skrbeli vsi posamezniki, predvsem pa vodje, ki svojega dela niso nikoli jemali zlahka. To izročilo gre naprej s ponosom. Brez popuščanja. Lane, hvala za tvoj čas in pozornost, ki si nam ga namenjal v zaodrju in v bifeju, kjer si znal razumeti tegobe kolegov igralcev in potolažiti s humorjem. In tukaj zazeva največja luknja, ki pa ne vem, če se lahko zapolni. In sicer tvoje sodelovanje pri vendarle najpomembnejši predstavi vsake sezone dramske, predstavi Zadetka Mraza. Poleg tega, da si skupaj s celotno ekipo Garderoberg prostovoljno in predvsem dobrovoljno kostumsko opremil predstavo, si še cel december skrbel za kuloarne zdrahe okrog zasedbe. Češ, kdo bo sprejel vlogo Sneguljčice? Ali recimo Volka? Kdo je kaj zavrnil? Kdo s kom sploh več ne govori? Ali predstava sploh bo ali ne? Vse je pod vprašanjem in tako naprej. No, to je pa nekaj, kar gre naprej kot še ena velikih teatrskih zgodb, ki se bo med drugimi pripovedovala v novem bifeju, v novi drami, nekim novim klincem. Srečno, Lane!
Hvala. Kaj ćem reči? Nisem navajen stati na odru. Gledališče imam zelo, zelo rad. Že kot majhen otrok sem bil v enem krožku in ta krožek je hodil vsako soboto v gledališče na koncerte klasične muzike. Rojen sem v Velegradu, Beogradu. Tako da ta Velegrad ima ogromno gledališč in dogodkov. Tako da sem osnovno šolo in gimnazijo preživel vsak vikend v gledališču. Zaradi tega je ta ljubezen in sem tako do danes prišel, ampak ne na odru za odrom, ker na odru nisem nikoli stal, ni tako slabo, ampak hvala še enkrat vsem. Draga publika, najlepše se zahvaljujemo, da ste prišli. Upam, da smo vas prepričali s predstavitvijo, da boste prišli gledati naše predstave v nove prostore. Upam, da smo vas prepričali, da se tja da priti, kot ste videli pač na razne načine. Upam, da smo vas prepričali tudi, da bo tam lepo. Čeprav tile filmčki so seveda nastali še v času, ko se je tam veliko gradilo, ampak kot vidite, se gradi, kar pomeni, da bo zgrajeno, zato ker pač roki tečejo, mi se tja moramo preseliti, kot vidite, resno mislimo, res škatle imamo tukaj. Tako da upam, da se v čim večjem številu vidimo tam in da boste tam zadovoljni, da boste z veseljem gledali naše predstave. Hvala.